Pozdravljeni. Čaka nas še zadnja snov, mogoče zadnje dve snovi. In sicer to je kot med premicama. Preden bomo pa si pogledali, kaj je kot med premicama, bomo pa pogledali par stvari, ki jih moramo ponoviti. In sicer najprej ponovimo tangens kota. In sicer tukaj le piše, kako izračunamo tangens pi tretjin, koliko je. Mogoče smo že malo pozabili. Pi je isto kot stopinje, in sicer pi je isto kot 180 stopinj v radijanih. Zato lahko to vstavimo, to je tangens 180 stopinj. Ulomljeno s 3, kar je tangens 60 stopinj, Zdaj, tole lahko bi iz tabele, mogoče pa zdaj povadimo, kako to naredimo na kalkulator, in sicer pritisnemo tangens najprej, potem vpišemo 60 in je enako. To bomo mogli eno tehniko dobiti, kako bi jaz vam tale pokazala. To, kar počnem, 60 stopinj. Se pravi, in tangens 60 stopinj, če pogledamo v tabelo, je to koren 3, drugače pač napišemo dve decimalki, je to 1,73, in tako naprej. Se pravi, kadar imamo tangens kota in nas zanima, koliko to je, potem damo v kalkulator tangens, pritisnemo številko za kot, po mojem imate tan napisati na kalkulatorju, potem damo 60, in je enako in dobimo vrednost tega, Druga možnost pa je, da se sprašujemo po kotu, se pravi tangens x je 3. Se pravi, koliko mora biti zdaj x, da dobimo 3. Takrat moramo dati pa v kalkulator obratno, se pravi damo inv tipko ali pa 2ndf ali pa shift ali pa nekaj takega, potem tipko tan in potem šele 3. In dobimo, da je x 71,6 stopinje. Pazite, da imate na kalkulatorju nastavljeno na stopinje. Stopinje imajo oznako ponavadi d ali pa deg ali pa nič ne piše. Če pa piše rad ali pa grad, se pravi ali radijani ali pa grad, potem pa imate nekaj narobe s kalkulatorjem, To tako ali tako poglejte, zato ker pri kotnih funkcijah je pomembno, zdaj ko malo več, če malo več na kalkulator se računa, da ga imate prav nastavljenega. Okej. Tako. Reditelj naj pogleda, da sem tablo zbrisala, tako da to si ne zapomni, ker mi je dolžen brisanje table. Dobro. Se pravi, zdaj smo ponovili naš cilj je, da bomo znali zračunati kot med dvema premicama. Zdaj smo ponovili, kako se računa tangens. Zdaj pa enačba premice. Se pravi, če imamo premico, premica je oblike y je k krat x plus n, kjer je n smerni koeficient, n pa začetna vrednost. Se pravi, smerni koeficient, od njega je odvisno, kak je naklon premice, začetna vrednost je pa tam, kjer seka y os. In zdaj najbolj nam bo prav prišla tale zadeva, Se pravi, če imamo dve točki, a je x1, y1 in b je x2, y2, potem lahko zračunamo enačbo premice, ki gre skozi te dve točki. Se pravi, imamo koordinatni sistem, imamo točko A, imamo točko B in skozi to točko poteka premica, To je vse ravno, razen pikice. In mi lahko zračunamo enačbo te premice, če poznamo ti dve točki, Tako, in kako jo zračunamo? Najprej zračunamo koeficient. Koeficient zračunamo tako, da upoštevamo y2 minus y1, ulomljeno z x2 minus x1. To smo delali tudi pri odvodu
Ne spomnim se, ali smo ga že pisali v zadnjem testu zraven, ampak ko smo enačbo tangente računali, smo pač po isti formuli to delali, ne. No, zdaj pa tule je sicer ena druga formula, mi pa bomo rekli, za enačbo premice potrebujemo k, to ga imamo tule, in potrebujemo n, to ga moramo še pa napisati, n je pa tako, da tole prestavite sem, se pravi y minus k krat x, a ne. Recimo y1 pa x1, lahko bi pa komot uporabili tudi drugo točko, ne, važno je pač, da ene koordinate točke označimo. In imamo še n. Okej. Pa bi mogoče eno nalogo na to temo naredili. Mislim, da imamo tukajle, ja. Okej. Dajmo tole nalogo rešiti. Se pravi, naloga je, izračunaj enačbo premice skozi točke A je tolikole, B je tolikole, ne. Pa si izpišemo točki ven, 0,1, pa B, 1, minus 2. Zelo pomembno je, da si označite, oziroma da se zavedate, da to sta vedno x1 koordinata pa y1. x2 pa y2. Prva je vedno x, druga je vedno y, pa številke se ne ujemajo, ne. No, se pravi, mi zdaj iščemo enačbo premice skozi ti dve točki. Enačba premice se izračuna y je k krat x plus n. Če želimo imeti to enačbo premice, moramo izračunati k, pa moramo izračunati n. Za k imamo enačbo y2 minus y1 vlomljeno z x2 minus x1. Pa vstavimo noter. y2 je minus 2 minus 1 vlomljeno x2 je 1 minus 0. In dobimo minus 3 vlomljeno z 1 je minus 3. Se pravi, k imamo. K je minus 3. Zdaj potrebujemo še pa n. N smo pa rekli y1 minus k krat x1. Pa dajmo y1 je zdaj 1 minus k, to je minus 3, krat 0. Najprej je vedno treba k izračunati, zato ker vidite, v n že potrebujemo k. To je zdaj 1 plus 3 krat 0, n je 1, ne. 3 krat 0 je 0. Ok, imamo k in n. Enačba oziroma rešitev tega je zdaj y je, namesto k-ja vstavimo minus 3, krat dodamo x, ne, od prej v formuli, in pa plus n, kar je 1. Se pravi, rešitev bi bila, če malo lepše to napišemo, y je minus 3x plus 1. To premico seveda lahko tudi narišemo. Pa vam to prepuščam kar vama, ne. Ok. Takole. Dobro. In res rešitev je prava. Odlični smo, ne. Tako. Zdaj, mogoče bi še eno stvar omenila. To smo sicer že v prvem letniku povedali, pa mogoče je kdo pozabil. Dve možnosti imamo. Lahko sta premici vzporedni. In vzporedni sta takrat, kadar imata koeficienta enaka. Na primer, v primeru vzporednih premic y je 2x plus 3, pa y je 2x minus 1. Zakaj sta ti dve vzporedni? Zato, ker tole pomeni, da imata isti naklon, ne. Zdaj, če gresta takole, če bo tako šla prva, bo tako šla tudi druga. Se pravi, dve premici sta vzporedni, če velja, da sta smerna koeficienta enaka. Tako, druga možnost pa je, da sta pravokotni. Pravokotni sta pa takrat, če sta smerna koeficienta obratna in nasprotna. Se pravi, v bistvu njun produkt je 1, k1 krat k2 je minus 1, pardon, oziroma lažje je, da
prvega izrazimo tako, kot da damo 1 minus k krat 2. Kako bi pa to izgledalo? Kakšni dve premici sta pravokotni? Recimo y je. Pa imamo 2x plus 3. Druga, ne, bi pa mogli toto dvojko zdaj 1 ulomljeno z 2, se pravi, mora biti od spodaj v ulomku, pa še minus mora biti. X plus, ne vem, 5, 4, karkoli, to je karkoli. Važno je samo, da je tale 3, ta pa minus 3. Tako. Ok. Takole, tule imamo zdaj dve naloge, ki jih bomo rešili. Na to temo. Najprej prvo. Z rdečo pa ne bomo, ne. Se pravi, prva. Treba izračunati enačbo premice, ki je vzporedna premici y je 3x minus 2 in gre skozi točko A 2 minus 5. Kadar iščemo enačbo premice, potem moramo dobiti dva podatka, ne. Moramo dobiti k krat x plus n, se pravi, moramo k pa n zračunati. In zdaj, če sta dve premici vzporedni, potem imata isti k. In ker je tale v vzporedu, ne, potem moramo določiti njen k. Ko določimo njen k, potem bomo imeli tudi od ta druge k. Ok? Takole. Se pravi, k je tista številka, ki je pred x-om. K je torej 3. Ok. Zdaj, k nam ni bilo treba zračunati s tisto enačbo, ampak rabimo še pa n. N smo pa rekli je y1 minus k krat x1. Kje bi pa zdaj dobili y1 pa x1, ko zdaj že imamo, ne, je 3. Ja, tule bomo dobili, ne. Tule je x1, pa tule je y1. In zdaj vstavimo noter, n je minus 5 minus 3 krat 2. N je minus 5 minus 6 je minus 11. Se pravi, če zdaj napišemo enačbo tele naše premice, dobimo y je 3x minus 11. In to je rešitev, ne. In tudi poglejte, da se ujema. Neverjetno, ne. Ok. To je bila zdaj prva, zdaj še pa druga. Upam, da bomo imeli isti uspeh kot pri prvi. Pravi, druga naloga. Izračunaj enačbo premice, ki je premici y minus x minus 2 je 0, pravokotna in gre skozi točko T 3, 9. No, se pravi, če iščemo enačbo premice, rabimo y je k krat x plus n. Zdaj pa, če je pravokotno, ne, potem mi vemo, da je koeficient prve oziroma druge 1 ulomljeno s koeficient druge. Se pravi, tole enačbo imamo. In imamo pa tole premico. Iz te premice moramo dobiti koeficient. Y minus x minus 2 je 0. Ta pa ni čist v taki obliki zgornji, da bi lahko koeficient kar prepisala, ne, je v implicitni. In jo moramo preoblikovati. Preoblikujemo jo tako. Y mora biti na eni strani, vse ostalo pa na drugi. Se pravi, minus x plus 2. In od tod dobimo, da je koeficient enak 1. Ja? Ok. Ampak ta je pravokotna, ne? To je zdaj še vedno ta pravokotna premica. Mi moramo dobiti pa koeficient njene pravokotnice. Se pravi, tole enko moramo ustaviti tule noter, da dobimo naš koeficient. Se pravi, koeficient 2 naše premice, ne, je minus 1 ulomljeno koeficient naše prve premice. Koeficient 2 bo zdaj minus 1 ulomljeno, namesto koeficienta pa damo tole enko. In koeficient 2 je zdaj minus 1. To je koeficient naše premice. Zdaj pa, kaj pa n?
n je pa y1 minus k krat x1. Se pravi, n je, tu je x1, tu je y1. 9 minus minus 1 krat 3, n je 9 plus 3 in je 12. Ok, zdaj pa, kaj zdaj vemo? Vemo tole in vemo tole. Rešitev naše premice, ne, y je, namesto k damo minus 1 krat x plus n, kar je 12. In če to polepšamo, y je minus x plus 12. Takole. To je bila zdaj ponovitev v bistvu snovi, ki jih bomo rabili, zato da bomo lahko izračunali ene kot med dvema premicama oziroma da bomo lahko naklonski kot premice izračunali.